Dober večer, lepo pozdravljene in lepo pozdravljeni na današnji otvoritvi tega prostora, knjigarne, distribucijskega centra, prostora za sestanke z avtorji, poslovnimi partnerji, kupci, založbe Primus, ki je drugače iz Brežic. To je pa nekako prva poslovalnica v Ljubljani. Danes bomo par besed spregovorili o zgodovini podjetja, o založbi kot taki, o namenu tega prostora. Z Nebeno Racman, z Damjanom Racmanom, ona pa sta lastnika založbe in distribucije Primus, in Samom Ruglem, ki je tudi urednik in založnik, ampak mogoče danes bolj v vlogi poznavalca slovenske knjižne krajine, založništva, in bo mogoče še nek drugačen pogled lahko dal, malo širši, na trend, namreč takih knjigarn je zdaj zrasel kar nekaj, tudi v Ljubljani, takih, ki so v bistvu povezane in zrastle so ven iz založb samih. Tako da preden bom šel ene par vprašanj nam pripravljenih, ampak preden gremo na to, bi pa mogoče vprašal Nebena, ta centrizem v Sloveniji, ki je Ljubljana, vse je Ljubljana, vse se v Ljubljani dogaja. Kako pravzaprav vi, ki ste iz Brežic, dosti na obrobju države, kako ste do zdaj funkcionirali in kaj bo ta prostor prinesel drugačnega za vas? Ja, mislim, funkcionirali smo v bistvu terensko bolj, ne? Vsi sestanki, dogovori so se vedno dogajali v kakšnih kafičih, restauracijah. Nikjer nismo imeli enega prostora, ki bi res pokazal nas, ki bi predstavljal nas in da ljudje dobijo pravo sliko o tem, kdo Primus je. In zdaj nekaj časa smo mi to tako lahko to šlo na ta način, ampak smo ugotovili, da smo že toliko zrasli, da je enostavno prišel čas, da imamo svoj showroom, nekaj, kar nas res na lep način predstavlja. In veliko enih okoliščin je takih posrečnih prišlo skupaj, ravno v začetku tega leta, da smo našli ta prostor, da smo za Petrom Smoletom, ki tle zdaj dela in je vodja te knjigarne, se dogovorili za sodelovanje, da smo sploh bili finančno zmožni v bistvu enega takega projekta investicije in evo, zdaj smo tukaj. Evo, super. Se bomo še kaj več povedali o vsem tem. Pa mogoče pol začnemo na začetku. Damjan, kako sploh ta pot? Ti to zdaj lahko 1 uro govoriš. Pa kar daj si duška, vse imamo nekaj časa. Povej, kako je to šlo, ne celo uro, ampak kako je to šlo, kako si pravzaprav zaplavil ti v vode. Kot vem, si v bistvu papirničar po izobrazbi. In ko smo se midva srečala, ko smo tudi začeli sodelovati, jaz kot oblikovalec z vami, se prav spomnim, sem rekel, pa sej, zdaj pa delaš najboljše stvari, ki papirničar lahko dela, delaš s knjigami. To je pač najlepše, kar iz papirja nastane za moje pojme. Kako je ta tvoja pot, kako si prišel v knjige, v ta posel, založniško, distribucijski? Bilo je zelo enostavno, bil sem brez službe in popolno brez denarja. To je bil brez prebite pare v žepu, bil sem leto pa pol brezposeln. Pri tem sem delal, moram se malo vrniti v zgodovino oziroma v sam začetek tega, ker pač to nekako tudi, da vidite ozadje, iz čega je to vse skupaj nastalo. Delal sem predtem v enem podjetju, trgovskem podjetju za uvoz in izvoz pohištva. Izvažali smo materijale v Italijo in uvažali gotove izdelke z razmetnice in jaz sem skrbel za uvoz, izvoz in za prodajo na domačem trgu. Šlo mi je zelo dobro, potem je prišla leta 2000 tista znana trgovska kriza v Sloveniji.
sploh ta obmejni pas, ki je sodeloval predvsem z Hrvaško, se je ustavil, zaradi tega, ker sta Hrvaška in Slovenija podpisala bilateralni sporazum o dvojnem preverjanju računov, ampak tistih, ki so šli za mejo. Se pravi, kamion je šel čez mejo in potem jih je ustavila hrvaška policija in so preverjali in takrat so padale in potem je večina trga na ta način delovala in potem se je pač vse skupaj ustavilo. Veliko podjetij je propadlo, tudi tisto, v katerem sem jaz delal, no, za zanimivost, samo Krušnik je delal tudi v tem podjetju, ki sem ga jaz zaposlil. Potem sem dal odpoved, ker se je tudi noter začelo, odnosi so se začeli, čim je šel promet dol, so se odnosi začeli kvariti in sem šel brez odprtnine, brez prebite pare v žepu, dal odpoved in se šel v glavo čisto v brezno, brez vsega. Tako da sem bil leto pol brez dohodka, vmes sem delal ploščice polagal, razbijal koplanice. Bil sem varnostnik in šofer eni slavni osebi, estradni osebi, da to je bilo to zanimivo. Tako da, no, potem je pa prišlo do momenta, no, s punco smo se razšla po 10-letni zvezi. Da sem bil res dno dna. No in potem je Marjan Ogorevc napisal knjigo Karmična diagnostika, me vprašal, če bi jaz to prodajal. In seveda sem rekel, ja, čeprav nisem imel blage veze na kak način sploh knjigo prodati in komu jo prodati, ne. Sem rekel, kaj, od vrata do vrata, kak se to dela sploh, ne. No in potem sem malo raziskoval in sem ugotovil, da je prva postaja za knjigo knjižnica. In sem začel kličati knjižnice. Knjiga je bila takrat, ne vem, 15 evrov, koliko je bila, daš in če se vse v avto in se odpelješ iz knjižnice do knjižnice, pa knjižnice ti vzame en komad. Naslednja dva mogoče, naredil si 100 km, porabil si na neko gnarja, zaslužil si, nisi niti za benzin, ne. Tako da to ne bo šlo, glih najbolj gladko. Dokler nisem prišel v mariborsko knjižnico, Maribor, ki mi je vzela 25 kosov, ne. Sem rekel, aha, okej, tudi to se dogaja, ne. Tako da sem, no, hitro se je, ko se je izvedel, da prodajam njegovo knjigo, se je pridružilo še enih par samozaložnikov, tudi iz tega področja osebne rasti, Anita Škofik je ena od njih prva. No, potem je pa zelo hitro sem prišel preko enega kolega do Orlanda Uršiča, založba Litera, ki je pa imel pod svojo založbo tudi distribucijo, en del distribucije. In sem se z njim dogovoril, da sem preko izposojene študentske napotnice začel delati za Litero. In takrat se je pa že potem to malo bolj resno začelo dogajati, se pravi, malo večji cash flow je prišel noter, da sem jaz videl, da se tukaj da nekaj narediti. In to mi je tudi omogočilo, da sem prepotoval celo Slovenijo, spoznal vse knjižničarke in na ta način tudi si ustvaril nekako te vezi. B2B, kar mene najbolj zanima, B2C je to, ko je tle malo manj, ampak je to čisto... Jasno, kaj je to B2B? Business to business, ne? Poslovanje med podjetji, ne? B2C je pa business to customer, poslovanje podjetje, točno oseba, ne? Se pravi fizično. Tako da, ja, stranka, ja. Tako da s knjižnicami je bilo to, ta zgodba se je z Litero odvijala, plus še te sateliti, razni samozaložniki, ko sem jih še tako kampanjsko delal. Do momenta, ko se je Orlando Uršič odločil, da bo izločil prodajo iz založbe in me postavil pred dejstvo, ali odpreš SP in delaš za svoj račun, boš delal distribucijo za nas. Za Litero, ne? Za Litero, ja, ampak Litero je imela pod seboj še Lud Čerpo, Lud Literaturo, Gogo, pa ZKD Murska Sobota, mislim, da je bila še poleg. Kar en tak redni, kar je najbolj pomembno, redni dotok svežih naslovov, ker ti omogoča potovanje, kar se rečem, ko greš do knjižnice, moraš imeti najmanj 5, to naš Žak dobro ve, moraš imeti gajbico knjig, da je pač se splača ta pot, da jo opraviš, ne. Tako da ja, odprem SP in začnem na svoje.
No, potem je pa doletel drug del posla, se pravi prodaje knjig, to so pa knjigarne. Ko sem bil distributer, sem mogel pa tudi zalagati knjigarne. Tako da takrat sem mogel podpisati pogodbe z Mladinsko knjigo, Državno založbo, vsemi ostalimi pač privatnimi knjigarnami, kar je glede na to, da sem jaz bil solo igrač, se pravi, da sem sam bil za vse. Se pravi, dopoldne teren po knjižnicah, popoldne pakiranje paketov za knjigarne, pisanje računov, sem bil tako 2 leti, 3 sem bil 24/7, sem bil, skozi sem bil noter. Zjutraj ob 6 sem imel teren, delovnik se mi je zaključil ob 10-11, ker sem si mogel pripraviti robo za naslednji dan. Čez vikende sem račune pisal, tako da sem imel 2 leti sem bil, nisem vedel, kdo sem, kaj sem. Te začetki so bili kar čupavi. Sploh ta podpis pogodbe na Mladinsko knjigo je bil gospod Jože. Prijatelj. Točno, Jože Prijatelj, ja. Jaz vem, da so se gate so se mi tako tresli, da je tak vtis je na mene, res je bil tako, in sem tisto pogodbo, ja, se me je stisnil, nekako me je pač stisnil s pogoji, ker tako sem bil srečen sam, da sem prišel noter, ker če ne bi podpisal pogodbo, tudi distribucije ne bi mogel upravljati za liter. Potem je pa Litera kaj? Se je odpovedala distribucijo v eni točki? Je nehala... Ja, Litere so rekli, ali boš ti za svoj račun, mi bomo samo založbo pelali naprej, ti pa se ukvarji z prodajo. Ni zelo pomembno to pač, ne. Zdaj, koliko vem, sem spet nazaj, se prevzeli na svoja pleča. Kaj, ja, za svojo založbo? Ja, za svojo. Ja, dobro, ja. Ampak oni so delali prej distribucijo, tudi za druge založbe. Ja, za literaturo šerpo. Tako. Zdaj ne 4-5 založbe. Ja, tako, ne. No, to je bilo, v bistvu imel sem vmes potem še, ker sem rabil pač administrativno pomoč, sem zaposlil eno prijateljco Vlasto, kjer smo imeli pa v bistvu pisarno in skladišče, tako malo knjigarnico, ki je bila sprejemna čakalnica za Marjana Ogorevca, ki je imel pa v drugem prostoru terapije. Se pravi, tisti ljudje, ki so hodili iz cele Slovenije, so prišli v prvo našo knjigarnico, kjer so čakali pa kupovan in potem so šli tam. Tako da vedno pa kombinacija. Tako to ni kombinacija, to ni samo knjigarna, ampak je tudi veleprodajni center, isto kot je bil tisto čakalnica in knjigarnica. In potem, ko je Marjan šel ven, sem se vedel, da je stis zaprl. Zdaj še ne prišel. Potem sem se preselil domov, sem garažo spraznil, noter police dal in pač tam deloval. Vlasta bila še nekaj dni pol. Ko je videla, da sem se preselil, to je rekla, da to pa ne vem, če bo okej, pa je šla v zdravstven dom delati v administracijo. Tako da je rekla, danes tega ne bo nič. Ja, takrat smo začeli tudi, pravzaprav ne, to je bilo kasneje, Žak, kdaj smo začeli? 2-5, knjigarni. Knjigarna, ja. V knjigarni, ne? Knjigarni. Ja, Žaka sem imel pa potem, smo začeli s knjižnicami, oziroma takrat si delal vse, tako ne, v knjigarni. Mnogo let. Tako se je ta distribucija na ta način razvijala in potem potem se je pa Litera spet odločil, Orlando, da to pa ne bo šlo spet tako, ne. Mi je spet potem pa te pogoje zmanjšal, mi je dal take pogoje, da enostavno nisem jih mogel sprejeti zaradi tega, ker ne bi mogel normalno delati za knjigarnami, ne. On mi je generaliziral, mi je pogojen na vse, tako da v bistvu ne bi finančno koško skozi knjigarno, tako da sem potem rekel, da pač bomo prekinili in sem ostal s tistimi parimi samozaložniki, ker sem pa zelo dobro poznal in imel zelo dobre odnose z knjižničarkami, sem z njimi tudi
se dogovarjal, da so mi devale popraševanje za razne knjige, ki jih one pač niso mogli dobiti in sem preko tega nekaj poslov ustvaril. Pa videl sem, da se na duhovnosti in ezoteriki in alternativni medicini zelo veliko dogaja. Tako da sem že predtem se na vse ekipe trudil priti do dveh ključnih založb v Sloveniji in mi je tudi na koncu uspelo. Založba Eno, Vera Črtovič, Za distribucijo, ja. Aha, vi ste distribuirali založbo Eno, Še vedno jo. Ko je bil, vem, ampak tudi takrat ste jo distribuirali, ko je bila, ko si v konzorciju najdel cele otoke. Mislim, v enem obdobju je bila založba Eno ena najmočnejših založb. Tudi zaradi naslovnic, tudi zaradi estetike, zaradi marsičesa. Je bila zelo priljubljena. Takrat ste vi že... Ja, tudi smo že malo kasneje, po tistem, ker takrat je Plahuta imel svojo zelo prepoznavno opremo. Ja, tako. Če se spomniš, tiste trdovezane knjige so bile res enkratne, še zdaj so moje ene najlepših knjig, kar so bile narejene v Sloveniji. Pa založba Gnostika, Jimmy Dublanović, on je imel super program, imel vse tiste naslove, ko so najbolj šli, Louis Hay, Redfielda, Ruiza. No in takrat je bil Jimmy pri distribuciji v Karantaniji, pri založba Karantanja in potem tam nekaj zaškripalo, ampak še zaškripalo do konca, tako da ni šlo več naprej in je Jimmy leto pred tem me je zavrnil, potem je prišel do mene. In smo z Jimmyjem obudila kompletni program, jaz sem sfinanciral vse ponatise, da sem ga postavil nazaj na tržišče in smo začeli delati s temi ponatisi in tako da je tole res šlo ful dobro. In zdaj iz tega, kar si zdaj opisal, pa če pogledamo danes, čeprav razumem nekako situacijo, imamo mi tri večje distributerje v Sloveniji. To so Primus, Aurora, Buča. To je leta isto. To je že kar nekaj 10 let, je to že to ali pa še več. Okay. Skratka, iz teh začetkov, ko si jih opisal, je prišlo do tega, da je Primus v bistvu distributer danes kar nekaj založb. Ja, seveda. In založnik. In založnik usporedno. Evo samo, zdaj bi pa tebe vprašal, to, kar je Dragan opisal, je bilo kmalu po letu 2000. Se pravi, tista začetna tranzicija 90-ih je tukaj se zaključovala, ampak postavile so se pa neke nove situacije. Tudi založba Umko je takrat začela delovati in še marsikatera založba. Neke te glavne, ki so danes postavljene, so ravno v tistem času, pravzaprav mogoče malo prej že, razen seveda tiste, ki so bili še prej Mladinska, Cankarjeva in tako naprej. Ja, jaz recimo, ko sem malo razmišljal dejansko tudi o tem dogodku, sem malo vse najel domače naloge in sem zdaj poskušal nekako definirati letnico, ki je bila neka taka prva letnica, ki se je dejansko začelo sodobno slovensko knjižno založništvo. In sicer, če gledamo recimo nazaj po drugi svetovni vojni, jasno so nastale te založbe, ki pač recimo v neki obliki še danes delujejo, Mladinska knjiga, Cankarjeva založba kot največji knjigotrški oziroma založniški sistem, potem DZS in potem relativno ne veliko, ampak tako približno ducat založb, ki so bile tudi malo regijsko razporejene. Tukaj še na Primorskem, Lipa, kakšna recimo na Štajerskem, Obzorje in tako naprej. V Ljubljani je bilo še nekaj založb s temi slavnimi Partizanska knjiga, Borec, to so bile res te recimo pravovirne založbe. Zdaj je jasno, kdaj se je pa to začelo spreminjati, je bilo pa leto 85. Recimo leto 85 je bilo ključno iz dveh razlogov. Takrat je v bistvu se tam ena združba intelektualcev recimo zbrala in so začeli z zbirko, najprej je to zbirka, ne založba, Studia Humanitatis. Ljubljani je bilo imel 40 let. Tu je takrat bilo približno 40-50 humanistov, dali so nakup približno 100 naslovov, 150 naslovov knjig, ki bi jih bilo po njihovem mnenju nujno prevesti. Marsikdo je potem tudi sodeloval recimo pri prevajanju teh knjig, če greste zdaj gledati recimo
to je bilo pač vse mogoče, od Marcela Štefančiča, Zdenko Vrglovec, Miha Kovač. Ti ljudje so bili tudi prevajalci posameznih naslovov. Oni so pa veliko tam delali, recimo Neda Pagon je potem recimo kasneje to založbo recimo vodila do nekaj let nazaj, ko je pač tudi umrla, ne. To je bila ena založba, ne, potem na področju humanistike, druga je bila pa recimo zbirka založba Alef. Ne. V tistem času, leta 1985, nismo mogli imeti zasebnega podjetja, zavoda, pač karkoli, in je to potem nekako vezano na neke tedanje politične ali take drugačne, recimo ali pa na ZSMS ali na SZDL in tako naprej. In Alef se je pa začel ukvarjati z recimo izdajanjem leposlovja. Leposlovje, domači avtorji, pesniki, pisatelji in tako naprej in so recimo tudi izga leta, ne, zanimivo, 85 je bilo to prelomno leto, ne, pa če gledamo naprej, recimo koncu 80-ih, recimo so pa že prve zasebne založbe začele nastajati, ne. Recimo, če gledamo zdaj nazaj, Didakta, recimo, ne, je bilo 89-90, se smatra kot ena, recimo, teh prvih, recimo, zasebnih založb, potem je pa že prišel ta v 90-ih prvi val teh, recimo, slovenskih knjižnih založb, recimo, ki so potem kakšni od teh tudi propadli, recimo Mihelač, ne, recimo starejši posamezniki se bodo tega spomnili, to je bilo takrat v tistih časih, recimo jaz, mislim, oni so vstopali na knjižni trg z prevodi, domačimi izdajami, imeli so urednike in tako naprej. En od pesnikov, ki je tudi tam išel, mi je rekel, to so oni razmetavali z denarjem, so dali recimo v zdajšnjem denarju po 5000 evrov recimo za pesniško zbirko, pa tako, ne, sem jasno, potem se to zelo hitro končalo, v 2-3 letih, ne, ker pač to ni bilo vzdržno. Potem smo pa že prišli nekako do recimo sredine 90-ih, ne, in v sredini 90-ih so se pa potem že začele pojavljati te založbe, ki so recimo potem imele na kasnejših 20 letih velik vpliv, recimo založba Modrijan je po eni strani zelo na podoben način nastala, kot recimo Damjan pa je opisal, ne, tam že pokojni sicer Branimir Nešović je bil zaposlen, mislim, da na DZS-ju, pa je pa tam nek učbenik, ki ga nekako tam ni mogel izdati, nekako nekaj podobnega, in je potem šel s tem učbenikom na svoje in je s tem učbenikom začel, ne. In je potem ta prva knjiga, ne, tudi recimo tukaj vidim neko tako sporednico, je zelo definirala pol tudi njegovo nadaljnjo izdajateljsko pot. To je bila pač učbeniška založba, ki je kasneje recimo potem prenašala recimo tudi pač druge izdaje, ne, tukaj jih mogoče širša publika bolj pozna, ne. Takrat recimo približno so potem tudi začele, recimo je bila tudi recimo založba Učila, tudi študentske založbe, ne, recimo prva je bila Beletrina, potem recimo sta se novomeška Goga in recimo Litera pojavila in potem pridemo recimo to 3. tisočletje, ne, kjer se je pa recimo v tistem času recimo bila predvsem recimo kot distributer, ne, neodvisni distributer, recimo je bila pač Buča, ne, recimo v začetku recimo 3. tisočletja. Tudi mi, ko smo začenjali recimo 2001 z izdanjem knjig, smo naprej kako njih distribuirali knjige, ne. Potem pa jasno se je pa vzpostavil v bistvu v recimo tem obdobju, recimo med letom 2001 pa do 2010, recimo so se pa vzpostavile založbe, ki v bistvu delujejo še danes recimo, ne. In so se na nek tudi recimo zelo naraven način v bistvu naredili, ne. Recimo to, kar je Damjan prej, mislim, opisal je v bistvu, zdaj če gledam jaz, ali kot zgodovinsko, ali kot podjetniško, šolski primer neke založbe, ki naravno raste, ne. Pač začne nekje videti, da tam, ko se da mogoče, mislim, tam, ki je pač začel, je bila puščava, ne, pač ničesar. Prav začne nekje kopati in v bistvu je nekako, mogoče lahko tukaj kaj zasadim, ne. In je to potem s časoma iz tega v bistvu začel, iz tega delati neko večjo zgodbo, najdel v bistvu nekaj, kar je zanimalo, ne, recimo ta duhovnost, ezoterika in tako naprej. Tam so bile v bistvu že neke založbe, ne, recimo kot Gnostika, recimo pač prisotne, ki pa so bile mogoče premalo poslovno organizirane, ne, se spomnim Gnostika, ne, če se ti spomniš, so tudi Gospodarje prstanov izdajali in podobno, ne. Ampak to na nek svoj tak, malo alternativen, gverilski, anarhističen način, ne. Iskanja Alfa Centa, to so bile. Ja, recimo, tudi to so bile, ne, ampak jasno, ni bilo mogoče te ideje toliko prisotne, da se iz tega naredi organiziran, tekoče delujoč poslovni sistem, ne. Tudi v bistvu do nekaj mere, to smo z Damjanom recimo diskutirali, pa se ni čisto strinjal, ne, tudi ta dislociranost je imela neke pozitivne posledice, ne.
recimo, pač po eni strani si rekel prej centrizem Ljubljana, ampak to pomeni tudi recimo nekako pričakovanje recimo teh kadrov po nekih višjih plačah, seljenje teh kadrov in podobno. Recimo v tem času, recimo nekaj let kasneje, tudi ta drugi distributer, ki je zdaj recimo močen Aurora, nastal tudi na nek način iz neke založbe, kjer sta pač ta dva lastnika predelala, pa sta tudi v Tržiču, recimo, tudi nista recimo iz Ljubljane. Tako da je v bistvu tudi ta neljubljanska orientiranost je v bistvu bila na področju založništva ali pa distribucije knjig pozitivna. Ker itak moraš celo Slovenijo obresti. Ja, na nek način je to... Čeprav je Ljubljana v središču, ampak vendarle so pocine. Celo je dobro, da nisi v Ljubljani, ker potem je Ljubljana eno od mest. Ne pa zdaj, če si v Ljubljani, pol misliš, tukaj je več ali manj vse, ostalo je pa sam za zraven. Če si iz Brežic, je Ljubljana pomembno, ampak je pomembno tudi Celje, pomembno Novo mesto, pomembno ti Maribor. Pač imaš drugo perspektivo, na svet gledaš iz roba in ta rob je v bistvu dober. Če si v centru, ne vidiš dovolj. In v bistvu je potem ta založba, ki je pa skozi sledila to, da je neko ekonomiko vzpostavljala, vse točno povedal, tam si mi nisi plačal, Orlando mi je pogoje premaknil, ne bom to delal. To je recimo pomembno, da lahko človek se odloči, da nekaj ne bo počel in da pač se tega ne boji. Hkrati pa pač ima neko idejo, kako bo to nadaljeval. Za tega se potem danes nahajamo, recimo tudi v tej knjigarni in v bistvu ta knjigarna je, če gledamo, jaz samo analiziram to, kar je Damjan povedal, to se nisem o tem nič več pogovarjala, je v bistvu v nekem smislu neka velika kopija tiste male knjigarnice, ki sem imel takrat, ki je bil ki je pa v bistvu, to je pomembno, večfunkcionalna. To je pa recimo zelo pomembno tudi za založbe, ki delujejo v tem prostoru. To je recimo, Damjan tudi lepo gotovo, prostor je premajhen, da bi se lahko neka založba ukvarjala samo z neko rečjo in recimo so pač slovenski knjižni založniki, ki jih morda marsikdo recimo kritizira, da so premalo orientirani v marketing, ne vem kakoli, mislim, veliko si izmišljujejo ljudje, to so eni najbolj iznajdljivi ljudje. Tisti, ki misli drugače, povabljam v našo družbo, vas bomo po 10 letih ocenili v naše družbe. Pa dajte izdati recimo približno 200 knjig, ali pa kaj drugega, pa bomo videli, kako bo. Tako da ta posel je zelo kompliciran, zelo v bistvu tvegan, ne veš, kaj bo s temi vsebinami in mora biti založnik potem nekako usmerjen na več koncev, kako bo potem sploh tole svojo kombinacijo sestavil na konca. In to je pač založbi Primus, ne samo, da ji je uspela, ampak ji uspela. Hvala. Prednič še ne vem, postavim kakšno vprašanje, sam še eno zate, ker imamo malo kronologije tukaj, Nevena je malo pozneje prišla zraven. Kaj so bile v bistvu, še kaj me zanima, kako si tipov glede vsebin, glede žanrov, glede zvrsti, kako tudi v založniškem smislu. Izdajali ste Bukovskega, različne stvari si probal, kako je bilo to na začetku, se pravi, kaj si sploh pričakoval od tega, kakšne knjige boš izdajal, pa mogoče tudi vseeno mislim, da ni ta neka v bistvu orientiranost v smer duhovnosti, poljubne psihologije, medicine, alternativne medicine recimo. Jaz mislim, da ni bilo samo odločitev, bom rekel, kot poslovna priložnost, ampak da je nekaj tudi v tebi, kar je s tem odrezonirati. To dvoje me zanima. Kako si pravzaprav prve zbirke nastavil, kaj so bile prve knjige, ki si jih iskal? V bistvu, potem, ko sem že vzpostavil to drugo fazo distribucijo z eno z agnostiko, je bilo pač že, sem imel že informacijo o programu, ki je šel in ki se je prodajal in ki se je ni prodajal. Imel sem zelo dober pregled kot distributer, imam to prednost, ker pač dobivaš številke iz knjigarn in vidiš točno, si lestvico narediš in ni težko videti. In vidiš, da se Bukovski ne prodaja. Ampak Bukovski ne.
Bukovskega sem dejansko naredil za sebe. Ja. In Bukovskega smo, vse tri Bukovske sem naredil za sebe. Dal sem še celo, sem dal naziv zbirke Empirna X, ki mi je ena vprašala na knjižnem sejmu, ja, to je pa, skaj je to? Neka latinščina, sem rekel, ne, to je Empirna X. Empirna X. Bukovski kabel druga, ne. Čakaj, ampak ta zbirka je imela samo 3 knjige. Ja, samo 3, ja. Smo priključili še kakšna, bil moj sin Huckleberry Finn. Sam ni Empirna X, ali je? Roman. Romanih je. Ampak žanrsko sem malo odstopil. Tudi šel še naprej delu stvari, ki so kljub temu, da si vedel, da mogoče ne bo ne vem kaj, ampak ti je nekaj pomenila. Malo knjig je dejansko za mojo dušo, ki sem jih izdal. Zem umetnosti Lukostredstva je bila prva, ki mi je res, ampak ta še zdaj jo prodajamo. Prva knjiga, ki sem jo pa izdal, sem pa se vozil glih v Maribor na en prevzem in sem enega izraelskega štoparja me usnabil. Jaz sem ga pobral in smo se pogovarjali o knjige, sin od nam je rekel, da veš kaj, to knjigo pa moraš, če boš založnik, daj, moraš to knjigo, je to Izmael od Daniela knjige. To je revolucija, to je ne vem kaj, jaz res tisto knjigo vzamem v angleškem jeziku, berem, odlično mi je bila, vključujem agencijo, pravi prevod, kupim pravice in seveda nikam šla. Sem bil prepozen 10 let, ker bi morala iziti tam 5 let nazaj, ker je šla, gre za pač ta nov politični red, ki se je vzpostavil po padcu Berlinskega zida in tam piše o tem entuzijazmu, novem začetku, novih začetkih človeštva oziroma pač te polarnosti so se nekako so se zmanjšale te napetosti hladne vojne in to naprej. Ampak se rečem, ta knjiga bi morala, jaz sem jo izdal leta 2006, ona bi morala iziti recimo še v 90-ih, konec 90-ih, takrat, ko je bila tudi, ko je original išel. No, takrat sem videl tudi, sem ugotovil, da knjige imajo rok trajanja, da določene stvari pač so politična literatura, veš, da aktualna je zdaj mogoče kakšen pol leta in potem pa izveni in jo povozijo že druge. Tako da, no, prva uspešnica, ki je bila prodana, ne vem, ko dobivaš knjige se, drugače tisti, ki ne ve, ki ne delate s knjigami, knjige se ponavadi, s knjigami se posluje na komisijsko prodajo. Zadevajo se v knjigarne, na komisijo, se pravi, knjige so še zmer tvoji lasti, samo knjigarne jih prodaja in na koncu vsakega meseca ti sporočijo, koliko so prodali in na osnovi teh poročil ti potem izpišeš fakturo in jo pošlješ knjigarni. Ne takoj, da ne greš v knjigarno in jo ne prodaš. In na koncu meseca sem jaz dobil iz konzorcija odjavo za eno knjigo, 180 kosov. Takšni smo. To je pa knjiga, zakaj moški ljubijo mrke. Takšni ste. To je me odprlo, res, tisto je bilo... Potem sem še poskušal v te smeri, ampak ni šlo več. Sem se potem kar vrnil nazaj. Takrat sem sodeloval z eno mojo prijateljico, zelo dobro, še zdaj prijateljico, ki je bila knjižničarka. In ona mi je ful pomagala. Spostavila mi je rekla, zdaj knjige izdajaš takšne, onake, moraš imeti zbirke, moraš to neko popredalčkati. In ona mi je organizirala zbirke, ona je bila urednica, je vse zrihtala in spletno knjigarno, uživala je v tem, ker je imela zelo rade knjige, jaz sem se pa poleg nje učil o vseh teh zadevah, tako da smo v bistvu postavila temelj programa založbe in zbirke, ki so še zdaj. In tudi izbrane knjige, to je njena domislica. Tako da Alenka Župič je godina... Ko boš poslušal. Ko boš poslušal, to hvala lepa. Tako da ja, ampak Alenka je seveda zelo zahtevna bralka in ta duhovna alternativa ni to
ni bilo blizu. Ne. Naredili smo eno monumentalno delo, Josipini Tornogradski z dr. Miro Delavec, ki je bilo res delo, bi rekel, v prva slovenska pesnica. Takrat je bilo res to projekt, seveda z velikim minusom. In potem sem videl, da pač uredniško ne moramo iti skupaj več. In sem prekinila posredovanje in sem pa začel z Barbaro Lipovšek, ki je še danes naša glavna urednica. In smo z njo pač začrtala program, ki gre v bistvu še danes nekako v isti smeri. Imamo še dve urednici, Kajo Regulo, ki skrbi bolj za uspešnice. Imamo tukaj Suzana Dodič za našo zbirko avtorji, slovenski avtorji, tako da ja, nekako smo to zložili stebre, da imajo rep in glavo in da se ve, v bistvu, kam knjige spadajo. In koliko knjig na leto izdate približno zdaj letos? To je bolj vprašanje za, ne vem, okrog 50. 50 poslov različnih. Nevena, smo se malo pogovarjali, kaj bomo tukaj se pogovarjali. Si rekla pač in napisala tudi, v Slovenijo me je pripeljala ljubezen. Kaj je bilo zdaj s tem? Kako se To je bil blitzkrieg. Po čistem enem naključju, prek prijateljev sva se z Daminom spoznala na eno novoletni večer v Banja Luki, jaz sem takrat tam živela. In se je zgodila ta ena iskrica, med nama je preskočila, začela neko razmerje in zelo hitro pač dojela, da bi želela ostati skupaj in da smo se vozila naprej in nazaj v Banja Luko, jaz v Slovenijo, on tja. Takrat smo še imeli vizni režim Bosna in Slovenija in tako, dosti je bilo komplicirano. V glavnem, hitro smo se pol nekako, sem tudi nosreča ostala in smo rekli pač, okej, zdaj nas je življenje postavilo pred dejstvo. Za novo leto za Božič smo se spoznala, za novo leto smo se spoznala, isto leto, v 7. mesecu smo se poročila in za Božič istega leta smo imeli otroka. Naj iz naše perspektive povem, da smo imela noro srečo. Tako da vedela nismo nič, čutila smo veliko. Damjan, tako kot v poslu, ima tudi v življenju nasploh zelo močno intuicijo in ki ga vodi in ki jo posluša, hvala Bogu. Jaz sem se malo tle prepustila in kot sem rekla, noro srečo smo imela, da je vse izpadlo, da smo dejansko za skupaj in da tako dobro sodelujeva in tako dobro smo, nadopolnjujeva se, da smo v bistvu da deliva ne samo življenje, ampak tudi to poslovno pot, v kateri se tudi zelo dobro nadopolnjujeva. In zelo hitro si tudi začela sodelovati? Ja, mislim, trebalo, jaz sem... Izkušnje si pa imela, ti si pravzaprav imela izkušnje iz organizacije, tudi iz financ, iz organizacije dela in tako? Tako je, jaz sem delala sicer sem doštudirala angleščino in književnost, ampak nisem nikoli delala v svoji stroki. Priložnost se mi je pokazala takrat, da sem se zaposlila pri OSCE, OVSE se reče po slovensko, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, mednarodno organizacijo in pač pozicija je bila neka v financah. Sem rekla, ok, sprejemem, pogoj je seveda bil dobro poznavanje angleščine, ker je to bil uradni jezik. Tako kot danes, jaz sem bila vedno pripravljena se vsega naučiti, ni važno sploh, da to ni moje področje, sem se zelo najprej v administraciji, pa sem tam malo napredovala. V glavnem sem imela res izjemne izkušnje, 6 let sem tam delala, sem na nekem, kako bi rekla, zelo urejenem okolju, zelo velik sistem, del velikega sistema, ampak tam je pa meni postalo jasno, kako se zadeve organizirajo, kako pač to poteka in kako imeli smo najnovejša računalniška orodja, programe, Oracle, vse, ni da ni. Tako da sem pač prišla s tem nekim znanjem v to naše malo podjetje
kjer se je dosti stvari še vedno delalo tako peš, pa neki zvezki, pa neki se je zapisovalo po nekih papirčkih, ne, tako sem rekla, to pa ne bo tako šlo, ne, da bomo mi to malo organizirali, ne. Rabimo nek software, rabimo neki, malo porabe, malo se izobraziti, kar se tiče uporabe, ne vem, Excela in teh nekih orodij. Pač delala sem to, kar sem znala, ne. Ne morem reči, da knjig sem prebrala veliko do takrat, ampak iz tega žanra duhovnosti, samopomoči, moram reči, da nisem imela nobenih izkušenj, oziroma mi je celo malo sem imela odpor do tega. Sem rekla, ok, ampak jaz sem delala to, kar jaz najbolj obvladam, ne? Organizacija, sistematika, administracija. In v bistvu sem že prvo leto, ne vem, če sem bila 1 leto na porodniški, sem že kar prišla Damjanu pomagati. In takrat, ko delaš, takrat se tudi zelo hitro naučiš jezika, te neke osnovne komunikacije in tako naprej. In je bila to dobra poteza, mislim, nekako smo ugotovila, da čeprav se komu lahko to zdi kot veliko breme za en par, ne, da skupaj tudi delamo. Ja, različne situacije, res je. Ampak za naj je to funkcioniralo, definitivno. In si prinesla malo reda. Malo reda, tako, ja, da smo bolj lahko, da to neko jedro. Tako je nekako, ne, Damjan ima ogromno idej, je tudi ovnovski impulziven, ne, in bi šel takoj v akcijo, jaz sem pa tista, ki reče, ok, zdaj bomo pa strukturo neko naredili, da to lahko stoji, neke temelje gremo zgraditi, pa bomo počasi. V bistvu smo na ta način vsa ta leta delala in sva uspela zgraditi torej tudi na ta način nek core biznis, ki ga imamo, ki je najprej bil distribucija, zdaj pa še založništvo, ne. Smo dodajala različne dejavnosti, ki so sorodne. V bistvu vse, kar je v zvezi s knjigo, trenutno to počnemo kot podjetje. Dodali smo digitalni tisk, dodali smo posredovanje. V bistvu iz lastnih nekih potreb smo iskali rešitve in kar recimo pakirati knjige, ne, in enkrat, ko imaš, ne vem, na dan 100 paketov, pa imaš 100 karton krabiš, ne, se pravi, potem je to že taka količina na koncu meseca, na koncu leta, da je to že kar veliko breme, ne, in smo iz tega naredili biznis, ne. In smo začeli to isto ponujati tudi ostalim partnerjem. Imamo skladišče, tukaj rabiš ogromne volumne za kartone, ne, in potem smo to količinsko začeli delati, tako da, iz stroška smo naredili biznis. Samo, ti tudi kot založnik in urednik, koliko je pomembna v založbi in ta vizija in ideje in impulzi in hkrati organiziranost, logistika. Recimo, vi izdajate ne samo knjige, ampak tudi recimo revijo Bukla, ki je nekaj čisto izjemnega v slovenskem prostoru. Ena redkih edina kulturna revija, ki je brezplačno dostopna in tako redna in tako naprej. Pa da je tudi komunikativna, da ne govori tako zelo širok spekter bralcev. In tudi tukaj imate ogromno logistiko. Včasih je bila še revija Premiera, ne. Tudi sem sodeloval pri tem in vem, to so bile 11.000 izvodov, je bilo treba po celi Sloveniji ali pa po 20 na začetku dati na mesta in tako naprej. Kako je s tem, kako je z ne vem, balansiranjem med idejami, med vizijami in med v bistvu to trdo realnostjo organizacije, logistike? Tukaj si lepo videl, ne, recimo, dva motorja, ne, te založbe. Na eni strani v bistvu neka vizija, na drugi strani neka organiziranost, ne. To je pač po moje dosti enakovredno in tudi recimo te njene zgodbe recimo do zdaj nisem recimo poznal toliko, da je bila recimo njena zaposlena v enem velikem podjetju, da je tam, jaz sem bil tudi recimo pač na začetku svoje delovne poti, sem bil 3 leta recimo v Leku zaposlen, ne. In to je ena tipična, recimo delal sem v zunanji trgovini, potoval sem po celem svetu in prodajal farmacevtske izdelke. To je eno, kar sem delal, drugo pa to, da ti v bistvu delo v enem velikem podjetju ti privzgoji ali pa na nek način pa en
prenese na te pač ene organizacijske vzorce, ki jih kot recimo newcomer ali pa kot nek samostojni podjetnik nikoli jih ne moreš v bistvu osvojiti. Žal je tako. Vse za tega določena podjetja, ki jih naredijo ljudje iz ničle, če se potem ne opremijo z ustreznimi kadri, zmeraj ostanejo tako neko anarhistična, grilska, čuden, tako na listke se piše, ne, lahko še kasneje. Ne. Tako da recimo to je recimo ta neko ravnotežje, veliko je ključno. Ne. Zdaj, če pridemo pa do knjig, ne, je pa v knjigah recimo, če gledamo obdobje, recimo ena taka pomembna prelomnica za slovensko ali pa za svetovno založništvo je bila recimo pandemija, recimo pred nekimi 4-5 minuti. Ne. In takrat se je recimo zelo pokazalo, predvsem po tej pandemiji, ne, kako so recimo založbe organizirane, kako nastopajo navzven z vsemi elementi, ki jih v bistvu recimo knjiga premore. Eno je to v bistvu knjiga izdati, drugo potem komunikacija z recimo potencialnimi kupci, ne, recimo kot je rekel Damjan prej biznis B2C, ne, to je business to customer, ne, to je na način oglaševanja, ne. In tretjo recimo kako je urejena distribucija knjig, ki je pač to so fizični proizvodi in ti fizični proizvodi, sploh pri tisti recimo knjigah, ki so časovno bolj občutljive, morajo se v pravem času znajti na pravem mestu. In recimo tudi, če se recimo zgodi, da potem na določenih lokacijah se te knjige ne prodajo, potem distributer recimo, ne, ki ima recimo razvejene prodajne poti, da ne prodajo samo ali v knjigarnah, ali samo na pošti, ali samo recimo na bencinskih črpalkah, ali samo v določenih recimo trgovinah široke potrošnje, lahko v bistvu potem reši knjigo, ne. Tukaj ni šla, jo potegne tukaj nazaj, jo da nekam drugam in lahko recimo neke recimo knjižne naslove, s katerimi mogoče potem založnik udar v temo, pač vse mogoče se zgodi, ne, lahko to sanira, ne. In recimo, jaz sem lih zdaj za potrebe raziskave knjige Bralci 7, ko bo recimo rezultati bojo objavljeni na letošnjem knjižnem sejmu, sem recimo pogledal recimo promete založb recimo iz leta 2018, ne. Takrat smo delali raziskavo 2019, pa smo imeli podatke za 2018 in zdaj delam to, ne. In vidiš, kako se je v bistvu pandemija imela veliko vpliv, ne. Določene založbe, kljub temu, da recimo gre knjigi pregovorno slabo in da je recimo potrošnja knjige v vseh segmentih od bralstva do nakupovanja, je to zmeraj v nekem recimo trendu stagnacije, to je nekako ohranjena podobnega pa celo padca, to ne pomeni, da je za vse založbe enako. Določene založbe so recimo v zadnjih 5 letih narasle tudi za 50%, ne. Določene so se pa popolnoma ustavile, izgubile so stik recimo z v narekovaju trgom, s svojimi kupci, ne znajo skomunicirati preko knjige, niso osvojile v bistvu še, ne, do zdaj teh tehnik recimo spletne in take veliko promocije in so v nekem smislu zdaj v težavah, zato ker je pa recimo pandemija zelo spremenila obnašanje recimo kupcev, ne, recimo, in to recimo Primus zelo dobro veliko spremlja, ne, tudi recimo veliko vlaga v te sodobne načine veliko promocije, ne. In je v bistvu na tem področju ena v bistvu najbolj inovativnih založb, ne, ali pa najbolj tudi tako propulzivnih, ne. V to načrtno vlagajo in recimo pač z Damjanom se slišva recimo mogoče na nekaj mesecev recimo, ne, zmeraj je ta neka logika oglaševanja prisotna, ne. In zdaj, če imaš na eni strani zelo jasno logiko oglaševanja knjig, na drugi pa zelo dobro poštimano, ne, distribucijo, je to potem že v nekem smislu si recimo dve oglišči, ne, imajo zdaj to trikotnika, štirikotnik, ne, recimo produkcija knjig, natisk knjig, ne, tudi ta recimo to ljudje, ki v bistvu niso iz tega posla, ali pa tudi recimo velike teh, da avtorji recimo napišejo knjigo in oni mislijo, da zdaj pač vejo, kako, pa se vemo, kako ve, ne. Ampak jaz v resnici še nisem spoznal avtorja, ki bi recimo lahko rekel, da kaj dosti ve o založništvu. Sicer mislijo, ne, da vejo, ne, ampak recimo logistika, recimo v zvezi s knjigami, ne govorimo zdaj o teh avtorjih, ki recimo so samo založniki. To je drugo, ne. Avtor, ki izda veliko knjigo pa založbe, ne. Recimo, Damjan je glede omenil digitalni tisk, ne. To sta dve besede, pač okleniti se ta digitalno tiska. Ampak digitalni tisk, ne, je povsem bom rekel, inovativen model, kako knjige veliko tiskaš, da jih tiskaš, koliko imaš zaloge,
recimo mi se s tem, pač knjige digitalno tiskamo že približno 15 let, ne, in to je nam spremenil naš poslovni model, ne. Recimo mi upravljamo dostikrat z minimalnimi zalogami, ne. Recimo imamo včasih kakšne knjige na zalogi samo 10 izvodov. To je včasih bilo nepredstavljivo, ne. Včasih knjige tiskali recimo na offsetu ali pa kdaj tudi na rotaciji v nakladi 3-5 10.000 in so bile recimo pač potem tudi zaloge, cela skladišča in tako naprej, ne. Če si distributer, rabiš veliko skladišča, ne. Če si pa založnik, pa ne nujno, ne, če uporabiš to tehnologijo, ne. Ti si recimo včasih delal, recimo tudi na naši založbi, imamo enako skladišče v smislu kvadrature kot recimo pred 20 leti, ravno zaradi te tehnologije, ne. In če obvladaš vse te mehanizme, ne, produkcija, natis, distribucija in promocija, ja, kje pa potem lahko bi res slabo? Zelo težko, ne, mislim, in recimo edino, če bi zelo grešil pri tem, katere naslove izbiraš, ne. Ampak tukaj pa, če gledamo, imajo zelo jasne, recimo te, se to že rekel, ne, te temelje, ne, te, osnovne segmente. Naredili so pač veliko stvar, recimo že pred leti za to zbirko avtorji, ne, ki so omogočali mnogim, recimo domačim avtorjem, ker tako drugače niso mogli priti v kakšni založbi, da so v bistvu dobili priložnost, da so knjige recimo korektno narejene, lepe, oblikovane in tako naprej. Kakšne knjige so se prebile, kakšne še niso, ne. Ampak recimo število izdanih slovenskih knjig, ne, je recimo veliko, ne. In to mogoče že 15 knjig na leto. V avtorjih je šlo zdaj čez 200 knjig. Ne, se je tako letno je to. Na letno, Suzana. 20 do 25. To recimo, ne, to praktično na 2 na mesec, recimo, ne, če gledamo tako, ne. To je še en, recimo, tudi segment, ne, ki so si ga spomnili, ne, ki je omogočen tudi zaradi tega, ker obstaja ta digitalna tehnologija, ker lahko prilagodiš od začetka tiskaš knjige naklado, če se knjiga recimo tako drugače prebije, jo dopolnjuješ in tako naprej. In to je v bistvu tako, ne, če gledamo, podjetje pametno postavljeno, zastavljeno in pametno funkcionira. Digitalni tisk je v bistvu omogočil zbirko avtorjev. Brez digitalnega tiska je sploh ne bi lansirali. Spomnim se, ki si mehlico, bil sem pa zdravniku, v čakalnici sem bil. Žiga, koliko bi stali tole, da bi to oblikvar, cela ta zadeva. In je bilo v 5 minutah. Še preden si šel k zdravniku. Ja. In potem so kar naenkrat začele knjige leteti ven, ja. Slovenija ima specifično, zelo veliko ljudi želi izdajati knjige. Te neke uveljavljene založbe, pardon, imaš prav, res je, jaz se upravičujem, ne, je res. In v bistvu veliko uveljavljene založbe imajo pa cele kupe nekih rokopisov, pa mailov, pa se odzovejo, pa se ne odzovejo. Skratka, če avtorji neki vejo, da če je vsaj solidno napisan, da bo pošlo lahko skozi, je to res velika stvar za marsikoga, ne. Mislim, recimo, kaj bi rekel, ta gost, recimo, slovenskih rokopisov, ne, pač to po neki, logiki, deluje, ne. Zdaj, določeni avtorji, ki se imajo za te visoko profilne avtorje in podobne, pač oni, targetirajo pač neko založbo, nek status, neke honoraje in vse to, ne, recimo, in to v bistvu v resnici ni nič narobe. Ampak če govorimo zdaj o teh, ki še niso objavljali, ne, so pa jasno, kakšni se lahko prebijajo pri teh uveljavljenih založbah kot prevencija ali pa kaj podobnega, ne. Tudi recimo generacijsko je dosti recimo pogojen, zdaj v teh recimo nekih večjih založbah so že recimo ti mlajši uredniki, ki potem do neke mere tudi nagovarjajo te mlajše avtorje, ampak to je po nekaj knjig recimo letno, ne, samo, ne, medtem produkcija pa bistveno večja. Ali je to leposlovje, ali je to ne leposlovje, ali so to zbrane kolumne, vsi mogoči teksti, ki recimo si jih avtor želi v knjižni obliki. In avtor je recimo ena taka zelo elegantna pot, da se bo tvoja knjiga, da bo pač išla in da bo potem plasirana. Zdaj od tam naprej je pa vprašanje, kaj bo, ne, tudi na avtorju je, da kaj naredi. Recimo pri marsikakšni knjigi, ki izide po neki pač večji založbi, recimo avtor misli, evo, jaz sem knjigo napisal in s tem sem jaz zaključil, ne. In če je dobil, mogoče tudi honorar, je mogoče na nek način on s tem zaključil. Tle pa jasno, če hočeš nekaj od te knjige imeti, moraš pa tudi se angažirati kot posameznik. Brez angažmaja avtorja v bistvu
knjiga na trgu ne more uspeti. Domača. Damjan, Ja, domača. zdaj bomo pa še par let nazaj šli, pa povej potem še ta korak, ki je bil po mojem tudi prelomen. Te novi prostori, ki ste jih naredili, od skladišča do pisarn, do tiskarne, ki jo imate pravzaprav v istem sklopu, v kateri si partner, kakor vem, ne? Ali čisto vaša, mislim, da ste partnerji. Tiskarni? Ja, Ne, tiskarno nismo partnerji, mi smo v bistvu njihov 90% odjemalec, ja, Okej. za nas in za naše založniške Ja, okej. partnerje. Imate v hiši, je to dobro, ne? Ta korak, kako ste pa prišli, da je ta korak, da ste šli, da ste rekli, zdaj pa, idemo pa takole narediti to. Kako? Gužva. Je bila Mi gužva. smo skladišča razpršena po celi vasi, 5 garaž smo imeli. Aha. 5 različnih, in ko smo to s avti hodili po robo, sem tam in veš, vsak nek moment, ki te nekdo postavi pred dejstvo. Mene je postavilo takrat, ko je stric rekel, da bomo mogli iti ven iz hiše, hiše, ki smo bili najemu, v spodnjo etažo smo imeli pri njem garažo pa pisarne, oziroma skladišče priročno, in rekel, da bo hišo prodali, moramo iti ven. In ko smo mi, takrat, ne vem, 4-5 na zaposlenih, koliko se bilo, 5 zaposlenih in veš, treba nekaj narediti. In ko sem kupil, je bila glih priložnost, veliko parcelo z skladiščem, takrat že je bilo v rasulu vse tako, da so drevesa rasla ven čez streho. Tako da je bilo res. In potem smo šli v obnovo, v 2 letih obnovili in se preselili v... Ampak da me ni stric metal ven, ne bi bil toliko pod prisilo, da naredim ta korak. No, zdaj smo tudi še dogradili 350 kvadratov halo poleg, tako da imamo vsega skupaj tam 1300 kvadratov v Brežicah pisarniških prostorov. No, takrat, ko smo to naredili, mi je bilo še v tistem momentu mogoče malo prevelik prostor in sem rekel, da bi bilo fajn imeti še kakšno sorodno dejavnost poleg, ker sem tiskarja, moj kolega Marko Jurkas Forma, je imel digitalni tisk in smo ga dali noter, je naš podnajemnik in tiska za nas. Okay. Tako da win-win. Win-win. Mi modelamo, ne rabi imeti komercialista, smo njegovi komercialisti. Vmes smo zelo spremljali kvaliteto in ga na začetku je bilo tako malo bolj, smo se še lovili, no, potem smo pa res pripeljali kvaliteto brezkompromisno. To smo skupaj naredili. Skupaj smo naredili, bravo že, res je. Tako da ja, do zdaj te zadnje faze, jaz upam, da sem zaključil s temi gradnjami, ker nam do 2015 do 10 let je bilo res dost, še hišo sem naredil vmes, smo naredili z dnevno. A ne bi še nekaj? Ne bi. Bomo že najdel nekaj. Tako da ja, Nekaj strešek, da ti je v bistvu tale prostor knjigarnica je neka krona, se pravi, nekega našega širjenja, rekel, nekaj zaokrožena celota, tako da imamo tudi predstavništvo, branding in res ni knjigarna namenjena samo končnim kupcem, ampak predvsem poslovnim partnerjem, tako da vabljeni vsi, tako ko boste v Ljubljani v bližini, pridite na kavico, Peter ima tu kavo, čaj, v hladilniku jaz najde kakšen sok. Tako da prostor za druženje in za pogovor, za ideje, če ima kdo kakšno idejo, tu smo. Mogoče še zadnjo stvar, da Nevena vprašam, ker kot vem, je pravzaprav nekako vodja podjetja zdaj kar Neven. Vodja organizacije, logistike, mislim, da zdaj ona drži po moje, da tri vogale zdaj ona drži. Zdaj smo že vseh stagontak, da ne po moje ne 5. 5 od 6. Jaz sem se mogel umakniti, ker sem začel, tako je samo rekel, da ko podjetje raste, moraš pač, ko vsako področje zahteva velike energije in ne moreš, mi imamo administracija, logistika, prevzemi, prodaja knjižnica, prodaja knjigarna, blablabla, spletna knjigarna. Tukaj je tega, da enostavno rabiš strokovnjake na vsakem področju in kompletno osebo. In to moje odpuščanje posameznih segmentov, da sem mogel prepustiti v popolnosti področje, recimo
sodelavcem. Ni bilo na začetku lahko, ampak to je edina pot, da stvar laufa in da je ta človek, ki je zadolžen za določeno področje, tudi kompletno odgovoren za njega in da pač zadeve štimajo. Tako da ja, moraš se v določenem momentu se moraš izpeti iz določenih zadev, tako da se zdaj jaz v bistvu neko strategijo od načrtovanja ukvarjam, ne pa tudi več tudi recimo to izvršno uredništvo sem nekako predal, ne vem, ona bolj sodeluje ker jo je to področje začelo tudi bolj zanimati. Tako je, ja. In koliko ljudi imaš pod sabo? 12. 12 vas je, pa še zunanji sodelavci. Ne šteješ pod sabo. Oni zunanji. Ja, meni te, najprej, kar moram povedati, je, da se zahvalim naši ekipi, ker brez njih nič od tega ne bi bilo možno. Tako da tako, kot ste prihajali drug za drugim in ste prevzemali vsak in se učili, mislim, to je neverjetno, koliko so ti naši ljudje zrasli, kako smo skupaj rasli in se učili v bistvu fines tega posla in kako je vsak potem za sebe določeno območje, določeno področje prevzel in ga suvereno vodi naprej. Tako da hvala vam vsem, ne bom zdaj naštevala, veste, kjeri ste, ne bi slučajno koga pozabila. In ko imaš take ljudi, potem tudi to delo samo in koordinacija med njimi in upravljanje z njimi je v bistvu meni, kako bi rekla, lahko delo, ne obremenjuje me. Rada to počnem, zato ker smo vsi v bistvu bolj kot ne prijatelji in ti odnosi so ne samo poslovni, ampak nekaj več. Mislim, da je naša posebnost kot podjetje ravno to, da vedno delujemo nekako mimo nekih smernic in mimo nekih ustaljenih pravil, kako naj bi biznis izgledal, kako naj bi poslovni odnosi izgledali in tako. Pogosto smo slišali na svet kao neprijatelj zaposlovati, pa smo vsakič prekršili to pravilo in se je pokazalo kao res dobra ideja. Tako da, ne vem, moja naloga predvsem je to, da eno lepo okolje za delo ustvarim, za sebe in za vse naše sodelavce. In to z veseljem počnem in potem je tudi kakršnokoli delo, da pride sproti, kakršenkoli problem, vem, da ga bomo rešili. Tako da na ta način delujemo in mislim, da je to res ekipa. Primus nam posred, mi dva, ampak ljudje so te, ki ustvarjajo, to so naši obrazi ven, ki jih prepoznajo, ki jih povezujejo z našim brandom. In kje vidiš ti, ko imaš vizijo Primus čez 10 let? Zdaj vprašajte jaz. Kje vidite vidno Primus? Moraš vprašati, kje je Primus vidi, ja reči. Na kolesu, siguren. Kolesi, ja, že ga red. Se vidiš, največ, mislim jaz osebno, ja, na kolesu s poslovnimi partnerji, meni jaz osebno, ne bi napravljati koga za... Ja, dobro, kje se mi dva vidimo, to je neka druga zgodba, ampak Primus, jaz mislim, da smo ga že zdaj pripeljali na en res visok nivo, da smo krasen program imamo, zdaj še jaz verjamem v naš program in knjige, ki izdajo, jaz si zdaj vzamem pravico za kakšno naslov si izbrati in reči, to bomo izdali. Pač, ko dozorevaš in rasteš, se pojavljajo različne interesovanja in pol bereš, iščeš nekaj in prideš do čudovitih knjig in do idej, kaj bi mi lahko izdali. In vidim, da smo največ, ko smo na sejmu, ko smo v stiku z ljudmi, potem dojamem, kaj smo dosegli in kje smo in kako nas ljudi doživljajo. In zdaj bomo imeli še večkrat to priložnost, ko imamo ta objekt, da se srečamo z našimi bralci, da se srečamo z ljudmi, ki berejo te naše knjige in ki nas spremljajo in ki skozi njihove oči potem vem, kje smo in kaj smo dosegli. Ta dogodek pa tudi potrjuje, da so lahko kakšne predstavitve knjig. In vem, da bomo še rasli, ne vem točno v kateri smeri. Do zdaj se je vse dogajalo na ta nek intuitiven in spontan način.
nek cilj že imaš v glavi, ampak nikoli nismo bila tako začrtana. Ne? Pač pustimo, da se zadeve zgodijo in če imaš to možnost, da ne držiš vajeti močno v svojih rokah, ampak si malo bolj sproščen, pa se tudi stvari zgodijo takrat, ko je pravi čas. Tako bomo šli naprej. Krasno. Pa bom tebe za zaključek vprašal. Glede tovrstnih knjigarnic. V Ljubljani je pravzaprav zdaj Litera in nekaj podobnega naredila. Literatura, se pravičujem, literatura. Vige Vage knjige bojo tudi zdaj prenovile en prostor, pa naredile malo boljš, kot so res. Pa v Mariboru imajo, ne. A je to nek model tudi, kako lahko pravzaprav preživi knjiga, pa založbe, ker imamo specifično situacijo, ne, ker ima večina v knjigarni v Sloveniji Mladinska knjiga, v resnici nimamo neodvisne knjigarniške mreže, Mladinska knjiga je tudi založnik in tako, malo je specifičen položaj, ne. In zdaj, je to način opolnomočenja, ne vem, majhnih založb, kako ti gledaš na knjigarne, no, in na stanje v knjigarne nasploh v Sloveniji? Recimo, zdaj bomo izdali čez en mesec knjigo Hvalnica dobrim knjigarnam. Tako da, recimo, tam je kar nekaj tega not napisanega, kar si mislim, da je v knjigarnah. Tako da vabljeni k branju. Nasplošno, recimo, zdaj, standardna, recimo, številka za slovenske knjigarne je približno, giblja se nekje na nivoju 150, to je nekako približno to, nekako, recimo, ta številka kroži, ne. In jasno, ne, običajno je tako, da največja veriga, najvplivnejša veriga, kot je veriga Mladinske knjige, se zmeraj potem je nek problem zdaj. Jaz bom zdaj malo drugače obrnil. Če bi imeli 3 take verige, bi bili veliko založniki zelo zadovoljni. Kakorkoli, približno 50 knjigarn Mladinske knjige, kljub vsemu, kaj recimo imajo, marsikdo ima kaj povedati, še zmeraj zelo dobro prodajajo knjige drugih založnikov. Tako da recimo 3 take verige, če bi bile, bi imeli založniki relativno malo težav. Da rečem konzorcij kot nek tako imenovan flagship, recimo teh knjigarn, to je pač močna knjigarna, recimo tudi nedavno je bil en nizozemski avtor, recimo naš tukaj v Ljubljani, se pojdi po knjigarno gledati. Pojdi to pogledati, recimo kakšna je tle ponudba knjig, pa pogledaj recimo v Amsterdamu, koliko imaš takih knjigarn, kaj iz Amsterdama. Zdaj to je na eni strani. Na drugi strani pa ta logika, ki si omenil, je pa recimo v Sloveniji obstaja nagrada, Šventnejeva nagrada. To je nagrada za vseživljenjsko delo na področju založništva. To je pač imenovana po Lavoslavu Šventneju, ki je recimo bil en tak prototip slovenskega založnika, ki je imel tudi knjigarno na Čopovi. Kar pomeni, da to je neke vrste, recimo, tudi slovenski koncept, recimo, da recimo sploh recimo manjša založba se bo nekje na eni točki odločila, recimo sploh če ima občutek, da nima dovolj stika recimo z bralci, kupci, da bo pač to naredila. Marsikatera založba, tudi Litera, recimo preomenjena, tudi nima svoj čas knjigarno, samo ni problem odpreti knjigarno, to lahko vsak naredi. Problem je to knjigarno ohraniti. Ker jasno, imeti lokacijo, imeti poslovni model, recimo tukaj je tak hibriden poslovni model, da to ni samo knjigarna in tako naprej. Veliko je bilo knjigarn, recimo po Ljubljani v zadnjih recimo 10-15 letih odprtih, pa so se zaprle pa tako naprej. Ampak recimo zdaj se založniki, če gledamo, da je zdaj spet nek nov val odpiranja, se tega recimo lotevajo recimo bolj previdno, bolj mogoče z neko to poslovno logiko, da poskušajo recimo v teh knjigarnah še imeti neko drugo zgodbo, a je to tudi napol neki poslovni prostor in tako naprej. In se mi zdi, da je to trend, ki bo ostal. Pa ne samo pri zasebnih založbah, si tudi založbe, kot je ZCZU, so recimo odprli nedavno knjigarno, recimo Max v Gorici in podobno. Tako da recimo to ni zdaj značilno. Od ZCZU-ja? Ja, to je od ZCZU-ja. Tako da recimo knjigarna je pa sigurno recimo nek prostor, kjer knjiga zaživi. Zaživi med preko založnikov na eni strani, bralcem, kupcem na drugi strani,
recimo, dejansko je to ta naš highlight založniškega leta, je pač knjižni sejem, ker te potem 5-6 dni si tam izpostavljen tistim ljudem, ki te jasno, če imaš nekaj ljudi, ki jih nagovarjaš, to te pregazijo z energijo in recimo potem si pač nekaj dni po decembru si popolnoma povožen, ampak poln. In to v neki manjši obliki lahko doživljaš potem v knjigarni. Tako da recimo to je za pozdraviti jasno, je pa zmeraj seveda poslovni model, ki verjamem, da je bil tle recimo po odprtju te knjigarne dosti dobro premišljen tak, ki ti pa omogoča dolgoročno odprtost knjigarne. Ki je pa pač jasno, klasična knjigarna se običajno nahaja nekje v centru mesta, ki je običajno potem najeta lokacija ima pa za sabo pač neko najemnino in najemnino pokrivati iz prodaje knjig je pa težko. In to je marsikdo izkusil in pač tudi tega ni mogel več plačevati in zaprl. Tako da jaz preko tej knjigarni želim pač srečo in dobro delovanje in poslovanje od danes naprej. Hvala ti za tvoje strokovne uvide, hvala vam za to temeljito, iskreno, osebno zgodbo. Mislim, da tudi vajeni zaposleni so delčke te zgodbe prvi slišali in da se mi je mogoče prvič tako malo bolj zaokroženo sestavlja. Hvala vam, da ste prišli, da ste prišle in vabljeni zdaj še na neformalno druženje oziroma, če imate še kakšno vprašanje tako formalno, je zdaj trenutek, mogoče še to, ja. A je kdo kaj še hotel vprašati? Gremo na neformalno druženje in na neformalne